Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci oddaje Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Pred državnim praznikom, dnevu boja proti okupatorju, bo moj gost zgodovinar, publicist, novinar in voditelj na javni radioteleviziji Slovenija, dr. Jože Možina. Gospod Možina, lepo pozdravljeni. Seveda se bo dotaknila zgodovinskega vidika, kako je ta praznik nastal in zakaj še danes razdvaja narod, bi ga moral razdvajati in kako te duhove nekoč v prihodnje morda vendarle pomiriti ali pa pokopati, če bo to seveda mogoče. Pred letom dni sva bila v enem drugem studiu, na eni drugi televiziji, ampak pogovarjali so se podobne stvari, danes bo imela več časa, pa vendarle začniva z vprašanjem, zakaj v vašem prispevku, ki ima na Twitterju, mislim, da 180,000 ogledov, lani so ga cenzurirali v TV Dnevniku, pravite, da so ga dali namesto ob 19. ob 17. Ampak v tem prispevku vi govorite o tem, da se 27. aprila 1941 ni zgodilo nič. Ja, hvala za vabilo. Vesel sem, da sem tukaj v vaši družbi. Res je, 27. aprila se za demokratično Slovenijo ni zgodilo nič. Žal so ta praznik, ki je bil falsificiran že v prejšnji državi, v prejšnjem režimu, se je nekako zelo ponesrečeno prenesel tudi v današnji čas. To je bil praznik Osvobodilne fronte, prej sedaj dan upora proti okupatorju. Nima nobene zveze s tem imenom, kaj se je dogajalo. Takrat politične razmere na Slovenskem v času okupacije so bile naslednje, da so bile demokratične sile, izvorno demokratične stranke, recimo Slovenska ljudska stranka, liberalci so bili seveda v povezavi z zahodnimi zavezniki ob napadu na Jugoslavijo in tudi kasneje, medtem ko so bili komunisti zaradi pakta Hitler-Stalin, ker so bili popolnoma podvrženi, pobožje podvrženi Stalinu, seveda v kolaborantski zvezi z Hitlerjem. To je zgodovinsko dejstvo. Da bi prikrili to obdobje kolaboracije z nacizmom, so potem enemu nepomembnemu sestanku, ki se je zgodil 26. aprila. Tako nepomemben je bil, da so celo zamešali datum, kasneje so ga popravili, ampak ostal je 27. april, da so mu pripisali atribute upora proti okupatorju, da bi prikrili, da pravzaprav ob napadu na Jugoslavijo niso bili tisti, ki bi bili aktivni pri uporu proti okupatorju, ampak so bili po večini pasivni. Tako da tega 26. aprila je bil en relativno nepomemben sestanek nekaterih iz Društva prijateljev Sovjetske zveze. To je bila neka predvojna organizacija, ki je recimo bila v nekem smislu agentura Sovjetske zveze in Stalina, in oni so ta sestanek imeli in če kaj so tam razpravljali o ustanovitvi protiimperialistične fronte. Zdaj moramo malo zgodovinsko pogledati, kaj je protiimperializem takrat bil. V tej dobi kolaboracije komunizma in nacizma, Stalina in Hitlerja in seveda tudi slovenskih komunistov, ki so bili s temu podvrženi, je bil imperializem nekaj najbolj slabega. Pod imperializmom pa se je štelo Anglijo in pa Veliko Britanijo in pa Francijo. Francija je bila takrat že na kolenih, je bila že premagana. Vi pravite v svojem prispevku, krivili so Zahod za izbruh. To je neverjetno, zato so tudi prikrivali. Ja, v tem stražarskem arhivu zakopanem, tem znamenitem arhivu, ki sem ga jaz po božji volji, hvala Bogu, dobil in je tudi uporabljen v moji knjigi, so tudi tiski tako komunistične kot protikomunistične strani in tudi nekateri tiski, ki so jih po vojni komunisti skrili ravno iz tega obdobja kolaboracije nacizma in komunizma. No, in tam najdemo recimo tudi tiske, letake, ki so jih komunisti leta 40 pa do 41, 39 izdajali in tam pripisujejo krivdo za začetek vojne. To sta pisala, pazite, Kidrič in Kardelj po večini, pripisuje Zahodu. Češ, da hoče Zahod razkosati Nemčijo. Tako globoko je ta kolaboracija bila. No in potem so tega 26. aprila so se tam zbrali in razpravljali o tem, pravzaprav o boju proti zahodnemu imperializmu. Vi pravite, da so vodilni komunisti manjkali. Zakaj? Zato, ker je bil to relativno nepomemben sestanek, ampak niso imeli boljšega datuma kot tega in so potem sfalsificirali ta datum, se pravi, tako relativno nepomemben je bil, tam recimo ni bilo Kardelja, ki je bil absoluten vodja slovenskih komunistov, ni bilo niti vrha krščanskih socialistov, ampak to je ta tipičen komunistični falsifikacij in je edini, o tem bi se lahko pogovarjala, o tem, da je, noben režim ni imun na laž, ampak tako dominantno kot laž uporablja komunizem, komunistični režim, to je pa nekaj presenetljivega. V knjigi imam posebno podpoglavje,
ki je temu namenjeno, in potem so temu datumu pripisali te atribute, češ mi smo bili prvi, ki smo se uprli okupatorju. Ne. Če kaj ste razpravljali o protiimperializmu, se pravi o sovraštvu do Anglije, do Velike Britanije in Francije, o oboroženem uporu proti okupatorju takrat ni bilo nobenega govora, se pa vse spremeni 22. junija, ko Hitler za Stalina zelo presenetljivo izda ta pakt, napade Stalina, in takrat v tistem hipu pravzaprav, ne, Stalin zaukaže partijam po celem svetu, da se oboroženo uprejo okupatorju, ker je pač Sovjetska zveza kolapsirala v tistih prvih tednih in mesecih vojne, je bilo nevarno, da pridejo Nemci do Moskve, končno so tam že bili, 20 km stran. In istega dne, se pravi, ne ko je bila napadena domovina Jugoslavija, če govorimo o domoljubju, ampak ko je napadena Sovjetska zveza, za njih bistveno pomembnejša ideološka domovina, istega dne se komunisti odločijo za oborožen upor proti okupatorju in ga začel izvajati. Žal pa na tak način, da je bil bolj kot okupator tarča pač slovenski civilni človek. Če se vrnemo v tisti čas, ne, april 1941, torej meseci pred operacijo Barbarossa, v kakšnem duhu pravzaprav so delovali slovenski komunisti? Zdaj vi pravite, ne, nekako pod vplivom tega pakta Stalin-Hitler, čisto drugače kot potem po tisti operaciji, ne, po napadu Nemčije. Kakšno je bilo sploh prepričanje tistih hip, ne, komunisti? Kaj je bil njihov cilj, preden je prišlo do, lahko rečeva, Hitlerjeve izdaje? Ves čas je bil cilj komunistov komunistična revolucija, prevzem oblasti, če govorimo za slovenske komuniste, oblikovanje Slovenije znotraj komunistične Jugoslavije po sovjetskem vzoru. Recimo, Sovjetska republika stalinističnega tipa. Nekaj, kar je v popolnem nasprotju z demokracijo. Ja, zanimivo je to vprašanje. V bistvu so bili tudi komunisti zmedeni. Ampak ker in tisti, ki so se temu paktu uprli, en tak primer lahko navedem Angelo Bode, znamenito predvojno komunistko iz samega začetka, iz 20 let, borko za ženske pravice, borko za pravice otrok s posebnimi potrebami, v resnici napredno žensko. Ona se je temu paktu uprla, ne bomo mi zdaj s Hitlerjem kolaborirali, ne? Ampak Boris Kidrič, ne, ki ima najvišji spomenik v Ljubljani, še vedno pred predsedniško palačo, jo je vrgel iz partije, ne, z besedami, ne, da se morajo pač podrediti nacistični Nemčiji. Govorite o teh besedah, so kje zapisane? Seveda so zapisane. Zapisane so v skritem spominu Angele Bode, ki ga je odlično uredila Alenka Puhar. Berite, to so izredno zanimive knjige. Tako da, in še drugi komunisti, seveda je bila ena zmeda, ampak hierarhija med komunisti je bila tako močna, da so se seveda podredili. Tisti, ki se niso podredili, so izginili. Ne, tako. Recimo, bil je en sestanek komunistov na Dubravi pri Zagrebu, oktobra 40, se pravi pol leta pred začetkom vojne, pred napadom na Jugoslavijo, kjer pravi Kardelj približno tako, ja, komunisti bomo sodelovali v tej vojni, če bo ta napredna, to je, če bo v interesu Sovjetske zveze. Pazite. Tudi ena tragedija je v tem, seveda so se vse politične sile vojne bale, Slovenska ljudska stranka, liberalci, za kar je bil zven prve svetovne vojne še izredno močan, končno je takrat padel na bojiščih vzhodne fronte in soške cvet slovenskega naroda, veliko slovenskih fantov. Normalni ljudje so se vojne bali in tudi, ko je prišla ta informacija o napadu na Jugoslavijo, imamo pričevanja, kako so ljudje jokali, to je bilo na cvetno nedeljo 6. aprila, zvedeli so običajno pri maši v veliko primerih in cela cerkev drhtela v joku, ker so se vojne bali. Edina politična sila, ki je v vojni videla priložnost, je bila komunistična partija. Zdaj vi pravite, ne, da takšen praznik, kot je dan boja proti okupatorju, potrebujemo, da je smiselen. Ja. Ampak pač vi ves čas problematizirate datum. Kateri datum pa bi bil potem po vašem primeru? Mislim, ta datum je kontaminiran z nekim falzifikatom, ki je v bistvu nedvomno ugotovljen. Tudi, končno, kaj ne rečem, član vrha Osvobodilne fronte, Edvard Kocbek pravi, da je ta datum ponarejen, da je falsificiran, da je postal naknadno. Seveda je to veliko vprašanje. Datum je smiselen, ker Slovenci smo se upirali okupatorjem ves čas. Seveda, mislim, da je boj za severno mejo zelo pomemben, da je pa seveda Tigrovski boj, ki kot Primorec bi favoriziral Tigrovski boj, in mogoče 13. maj 1941, ko pride v resnici do prvega oboroženega spopada med slovensko oboroženo skupino in pa okupatorjem na Mali gori pri Ribnici, kjer pade tudi vojaški vodja Tigra Danilo Zelen. Ta datum bi bil izredno pravičen in pravi,
ne pa 27. april, ko se ni zgodilo nič in ko tudi nobenega upora proti okupatorju takrat ni bilo. Prva puška je kasneje sprožena šele poleti 41 pod Šmarno goro, pazite, kjer komunisti obstrelijo orožnika Žnidaršiča, ki potem celo preživi vojno, se pravi strel na rojaka Slovenca, ki je bil pač takrat v neki podrejeni vlogi pri okupatorju, je potem povojni režim, to je še en falsifikat, proglasil za dan upora, oziroma kaj je že bilo, za ustaje slovenskega naroda, nekaj podobnega. Namreč eno moje vprašanje gre v smeri, a lahko ta datum, ki zdaj obstaja in je državni praznik že toliko časa, lahko enostavno vzamemo kot praznik, ki pač predstavlja simbol tega boja proti okupatorju, da niti ni zdaj tako pomembno, kaj se je ta dan zgodovinsko zgodilo, ampak da pač ta datum predstavlja ta boj tistega časa. A lahko to tako vzamemo, da pomirimo, strasti v prihodnje? Mislim, strasti, dobro je bazirati na resnici, sicer, če pometamo dejstva pod preprogo, ne bomo nikamor prišli. Je pa res, da so iz te premise, ki jo vi tukaj predstavljate, izhajali predlagatelji tega praznika, takrat ob prelomu 90-91, ko se je kasneje, ko so se ti prazniki urejevali, prav zato naj bo to nek simbolni datum, ki lahko združuje ves upor proti okupatorju v različnih obdobjih. Ampak kot vidimo, se je praznik spet zreduciral samo na Osvobodilno fronto in na domnevni upor, prvi upor komunistov proti okupatorju, kar je falsifikat. Tudi prve razprave o organiziranju oboroženega upora proti okupatorju so starejše. Prvi sestanek Slovenske legije o zametku je bil 14. aprila 1941, ustanovitev Slovenske legije 29. maja 1941. Problem je seveda, ker Slovenska legija ni nastopila proti okupatorju na oborožen način. Še nekaj mi je ostalo v spominu, kar se tiče tega vašega prispevka. Govora je tudi o Matiji Mačku, o njegovem bivanju v Rusiji, o tem, kako se je vrnil in zamolčal, kaj je tam videl, češ, če bi vam povedal, bi vi bili na drugi strani. Ja, to ste si dobro zapomnili, to je res zanimivo videti, ta prispevek. Mogoče vabim tudi gledalce, da si to pogledajo, ker res v 2 minutah pa pol dobijo neko konkretno informacijo, ki je nihče ne more osporavati. Se je bilo dovolj priložnosti, da rekli, Možina se je tu zlagal, to ni res, ni mogoče, ker so res suha dejstva. Ja, jaz sem imel tudi ta privilegij, da sem v arhivu Kominterne v Moskvi pred leti držal v roki dosje Ivana Mačka Matije, tudi njegove ponarejene dokumente s ponarejenimi imeni in tako naprej. On je bil na izobraževanju v Sovjetski zvezi in on v enem prostodušno, v svojih spominih, pa tudi v neki oddaji v Areni življenja, se imenuje, ki je bila posneta leta 1980 za televizijo Ljubljana takratno, on prostodušno pove tudi naslednje. Ja, da so mu kolegi, komunisti po vojni očitali, ti si bil v Sovjetski zvezi, pa si nam lagal, zakaj nam nisi povedal resnice, kako je gor. In Maček pove, kaj je gor videl. On je bil indoktriniran s tem, da je gor država sreče delavcev in kmetov in seveda popolnega ugodja za vse. In on gor pride, to so mu lagali njegovi kolegi komunisti, ki so bili pred njim gor, in on gor pride in vidi skupne kuhinje, razcapane otroke, revščino, teror, pač to, kar je Sovjetska zveza takrat bila. In pravi tako, zdaj, tudi jaz nisem, dobesedno tako pravi, tudi jaz nisem povedal, kar sem gor videl, ker bi s tem razbijal partijo, in sem smatral, da ni potrebno, da komunisti vejo resnico. Pazite, vse je slonelo na laži. In on potem pravi temu kolegu komunistu, tako, v tem dialogu, če bi jaz tebi pripovedoval, kar sem gor videl in kakšno dejansko stanje, ti ne bi bil na naši strani, ti bi bil naš sovražnik. Ampak pazite, pomen tega je širši. Tisti, ki so pa vedeli, kaj Sovjetska zveza je in kaj pomeni recimo promoviranje neke Sovjetske republike bolševističnega tipa v Sloveniji, so imeli prav. Komunisti so pa lagali. Zakaj potem pride do ohladitve odnosov s Sovjetsko zvezo, po vaše? Glede na to, da so se naši komunisti izobraževali nekaj časa. To je pa druga zgodba, to je seveda zgodba Informbiroja, tudi zelo, zelo zanimiva zadeva. Pač Jugoslavija je imela relativno ugodno lego, da si je v nekem smislu to lahko privoščila, čeprav je bil strah neizmeren. Ni bil Tito tisti, ki bi junaško prekinil odnose s Stalinom in Sovjetsko zvezo, daleč od tega, ampak je Stalinu presedalo recimo neko Titovo junačenje, neko njegovo, neka njegova samovolja. Spor je nastal predvsem v odnosu do tega komunističnega gverilskega gibanja v Grčiji, kjer je pač veljal ta princip 50-50 in je Grčija pripadala zahodni sferi. Tito je še zmeraj podpiral
grške partizane in Stalinu bo enkrat tega dovolj in ga je zabrisal ven iz Kominterne. Ampak pazite, ne, Tito je bil in takrat cela jugoslovansko vodstvo bilo popolnoma prestrašeno. Vi morate vedeti, da so imeli takrat en kongres, ki je že na Topčiderju v Beogradu in v jeku največjega spora s Stalinom je Tito končal tisti govor živel Stalin, pazite, ne? In tudi, da bi dokazali in so drhteli pred tem in da bi dokazali svojo pravovirnost, so še zaostrili, so se zapori po letu, to ni res, da je bil prekinitev Stalina, da je pripeljala demokracijo. Samo moram povedati, po letu 48 se polnijo zapori. Takrat je najhujši teror, pravzaprav, takrat je najhujša kolektivizacija do kmetov in tako naprej. No, to je bilo moje vprašanje, gospod Možina. A so upravičene trditve, da s tem uporom Tito obvaruje tudi nas, Slovenke in Slovence, pred nekim tršim komunizmom? Ne, Tito je obvaroval sebe in Tito je takrat prva leta po tem sporu dejansko uvajal še trši komunizem. Imel pa neko srečno okoliščino, da je Zahod, so Združene države Amerike in Zahod videli v tej razpoki možnost, da nekako podrejo to enotnost socialističnega bloka in to je bila res ena srečna Titova okoliščina, in so na veliko podpirali Jugoslavijo. Morate vedeti, če greste v muzej v Pivki, lahko se tam malo bolj izobrazite, tudi vojaška pomoč Amerike. Oni so dali celo določeno najsodobnejše orožje takrat za Jugoslavijo, ki ga Sovjetska zveza ni imela. In v celoti je Jugoslavija dobila po letu 1948 več ameriške pomoči kot celotna Afrika. In v nekem smislu smo to jugoslovansko iluzijo živeli na ameriškem pufu. Kako vi vidite dejstvo, da ta prispevek, o katerem zdaj govoriva lani, ni našel poti v Osrednji dnevnik, ampak so ga predvali ob 17. uri? Jaz ne moram reči, da je šlo za neko izrazito cenzuro, ampak v nekem smislu, da prispevek, ki ga je končno naredil doktor zgodovinskih znanosti, ki se s tem ukvarja. Ampak napisali ste cenzurirali, so mi prišli. Ja, sej, ampak pravim tako, ne. Seveda so ga cenzurirali zaradi vsebine, ker očitno urednica je presodila, ne vem, v nekem božjem strahu, režimskem, ki jaz sploh ne razumem, kaj v ljudeh še vedno je, da pa to nekaj ni v redu. Ampak to je bilo v času, ko je televizijo obvladovala, če se izraziva po mnenju nekaterih, Janševa klika. A res, ja. Jaz mislim, da je ta Janševa, ne vem kaj že, nikoli ni obvladovala televizije, da je pač smo lahko malo bolj svobodno dihali in imeli tudi take prispevke. Ta prispevek ni žaljiv, ampak je zgodovinsko precizen. Do nobenega ni žaljiv. In tudi nobenemu ne more nič reči, da ni res. Tako da v tem smislu je šlo za cenzuro, ker je prvotni namen, da je to v osrednji oddaji, da je to osrednje sporočilo, je bil minimaliziran in spuščen nekam druge. Ampak kot vidite, ne, se to ne obrestuje. Vse to je moje vprašanje. Ne? Zdaj, očitno so vam naredili reklamo, gospod Možina. Ne? Očitno po kanalih, socialnih omrežjih zdaj dosegate bistveno večjo bazo gledalcev kot v samem Osrednjem dnevniku. Ne? Vse te platforme toliko spreminjajo, da boste v prihodnje nove generacije nagovarjali drugače. Očitno, to je tudi ena šola za te, ki imajo te cenzorske prebliske, da nima nobenega smisla cenzurirati, ker v tej dobi družbenih medijih in javnih omrežij dejansko vse pride na dan. Ne? In dejansko je ta prispevek, ki je bil pač nek korekten prispevek za Osrednji dnevnik, prav zaradi tega cenzorskega posega, dobil nore pospeške, tako da jaz mislim, da bomo sedaj do konca maja dosegli 200,000 ogledov. Ampak pogledajte, zdaj nekateri so očitali, da s tem prispevkom pač provocirate tiste, ki so ideološko prepričani v levo, ki pač verjamejo v narodno-osvobodilni boj. To so primerjali, kot da bi nekdo provociral kristjane pred Božičem. Kako gledate na to? To je neumnost. Ne? Glejte, kako boš provociral z osnovnimi zgodovinskimi dejstvi? Če pa nekdo veruje v zgodovino, ne? Če je vernik zgodovine ali pa določene politične opcije, zaradi nekih svojih privilegijev, je pač to res njegov problem. To ni bil namen žalitve in tudi ni nič žaljivega v tem prispevku. Kot tudi v moji knjigi ni, nasplošno tudi v dokumentarnih filmih nič žaljivega, je pa res, da spodkopavajo ta enoumni monolit, ki ga je pač po vojni režim vzpostavil. Se veste na kakšen način, s tem, da je delil žive in mrtve. Ne? Mrtve do tega nivoja, da jim ni priznal pravico do groba, da jim ni priznal pravice do spomina celo, in žal se to vali tudi v današnji čas. In tukaj to pa so stvari, ki so izrazito žaljive in nehumane in sramota za naše stoletje. Bi lahko del Slovenije ta praznik nekako sprejel
če se ne bi na slovenskih tleh po drugi svetovni vojni zgodil množičen poboj, eden večjih v Evropi? Je verjetno res, ja. Največji tukaj na slovenskem ozemlju izrazito velik. Verjetno bi ga lahko sprejel, ampak saj tudi, gledajte, naši predniki, jaz nimam prednikov, ki bi bili v domobranskem gibanju. Pač nič ne bi bilo narobe, če bi jih imel, jih nimam, ne. Pač pa so bili, stric je bil v partizanih, staroče je bil tudi terenec, ampak niso bili ljudje komunisti, ne. Staroče sploh, ker je doživel sovjetsko revolucijo v Rusiji kot ujetnik, avstrijski ujetnik, je bil šokiran, ko so se, to je bilo na Primorskem, bilo malo drugače, ko se pojavi zvezda na partizanski kapi, prej je bila samo trobojnica in je uobstal, kot smo mi rekli, ne, je bil šokiran in so se odmaknili od tega, ker so prišli z narodnimi parolami, v ozadju je bil pa komunizem. Absolutno ta madež revolucije, že med vojno, kar govori ta moj film Zločinki ne zastara, oziroma Zamolčanje moč preživetja, in pa ta po vojni je tako velik, da ni mogoče falsificirati komunističnega upora kot nekaj narodno, kaj ne rečem, narodno pozitivnega, absolutno. Zakaj ne? Še to, gospod Svetina, mogoče za eno tako ilustracijo, ne? Države, ki so veliko trpele v vojni, recimo Francija, ki je bila napadena, poražena, ki je imela potem svojo višijsko vlado, ki je kolaborirala z Nemci, ki je imela svojo rezistenco 3 vrst, ki je potem doživela izkrcanje v Normandiji in cela fronta gre preko Francije naprej, izgubi manj kot odstotek prebivalstva, približno 0,85%, kar je veliko, ampak toliko. Slovenija, kjer je bila vojna krajša, ker se ni zgodila nobena za izid vojne pomembna bitka na našem ozemlju, prav nobena, in ker je bila tudi okupacija, vsaj tukaj v Ljubljanski pokrajini na začetku blažja, pa izgubi kar 6,7% prebivalstva. Seveda moramo pošteno povedati, da je izvorno zelo okupacija. Nemška, italijanska, madžarska in če smo precizni tudi hrvaška, ne, ob meji. Ampak način upora proti okupatorju, ki je bil predvsem preplet z revolucijo in seveda potem tudi proti revolucijo, pa povzroči tako strahoten krvni davek. In tukaj smo na začetku. Begunska vlada v Londonu da napotilo takrat Slovenski ljudski stranki, ki je bila ob okupaciji še vedno najmočnejša politična sila, organizirajte se za upor proti okupatorju, vendar ne nastopiti na oborožen način, ker je škoda slovenskih življenj, ker so videli, kaj se je zgodilo na Češkem, na Poljskem, končno tudi v Južni Srbiji. Potem pa pač zaradi komplota dogodkov, po zaslugi pakta Hitler-Stalin, pa pride pač do upora proti okupatorju. Pravite 6%, 6,7% naroda je izgubilo življenja. Na vseh straneh, ne? Ampak imeli smo praznik oziroma dan spomina na žrtve komunističnih pobojev, ne? In zdaj marsikdo je prepričan, da ga je ta vlada ukinila, ker je bil datum preblizu datumu, ki ga praznujemo po jutrišnjem, ne? Torej dnevu boja proti okupatorju. Lete, to je njihov problem. Zrela nacija, zrela vlada se spominja svojih pač usponov in padcev, ne glede na to, kdaj so se zgodili. Zakaj 17. maj? 17. maj je odlično izbran dan zelo pravično, ker je bil takrat v vsej dobi okupacije, ki se začne 6. aprila 1941, v vsej dobi v prvih mesecih prvega leta okupacije pride do prvega večjega masovnega pomora civilnega prebivalstva prav 17. maja 1942, in sicer v Iški je pobitih več kot 50 ljudi, po večini Romov, po večini žensk in otrok. To je pač tragedija. Niso ti ljudje krivi, da jih ni pobil niti nemški, niti italijanski, niti madžarski okupator, ampak slovenska komunistična gverila. To je tudi en velik madež, ki jasno nakazuje pravzaprav kako, s kakšnim nasiljem so takrat nastopili do romske populacije, pravzaprav z genocidnim namenom. Jaz to v knjigi te stvari pojasnjujem. Zato je ta datum izbran. In tudi zato, ker ti ljudje, ki so bili pa leta 2017 odkopani, ne, in pietetno odkopani in celotna zgodba je raziskana, tukaj zadevo sta vodila kolega Dežman, dr. Ferenc, ta stvar je dokumentirana 100%, imamo tudi vse dokaze in partizanske dokumente, ki neposredno in posredno o tem pričajo. Ti ljudje še vedno niso pokopani, ampak čakajo nekje, ker jih ljubljanski župan pravi, da on ne dovoli domobranskih grobov in tako naprej. Te vaš kolega Mitja Ferenc je tudi zbiral podpise peticijo, končala v Evropskem parlamentu, da bi vrnili ta ukinjen dan spomina na povojne poboje, pa me vendarle zanima, kako je zdaj s tem, vi imate informacije, Evropski parlament ne bi poslal neka priporočila vladi,
neko zahtevo. Kaj se je s tem zgodilo, imate informacije? Ja, imam. Moram reči, da izvorno je idejo za to peticijo, takrat, ko so ukinili ta dan spomina na žrtve komunizma, vse je baziral v tem. V tisti klofuti, ki jo takrat demokratična slovenska javnost in prizadeti svojci dobili, ne, z strani vlade, tisti večer, ko se je ta zelo lepa komemoracija dogajala. Naslednji dan me pokliče naš zgodovinski kolega dr. Milko Mikola, reče: Jože, nekaj moramo narediti. Jaz sem naredil potem osnutek peticije. Potem je pobudo prevzel dr. Ferenc in je šel s to peticijo v Evropski parlament in tam sva bila skupaj in še z nekaterimi kolegi. In smo res doživeli eno pozitivno presenečenje. Ljudje so bili šokirani, tudi ta španska socialistična poslanka rekla: pa kaj vam vendarle je, mislim, te ljudje je treba pokopati, zakaj pa bi nasprotovali spominu na žrtve, ne? Veste, to treba imeti pač, vsaj do mrtvih je treba imeti nek pietetni, enakovreden odnos, to je pač nivo civilizacije. No, in tako, da ta stvar je bila zelo uspešna. Potem je pa odbor Evropskega parlamenta, pristojni odbor je pripravil nekaj izhodišča, eno obrazložitev tega in postavil vprašanja slovenski vladi, da odgovori, zakaj je prišlo do te ukinitve, če malo skrajšam. Inštrukcijski rok za odgovor je 1 mesec. In ta oblast, ne, popolnoma ignorira tudi Evropski parlament. A veste, da na ta način Slovenija izgublja ugled? Ne zato, zaradi problemov, ki jih imamo, se jih imajo tudi drugi, take in večje, ampak ta je velik problem, ker gre za bistveno moralno vprašanje. Ampak ta, jaz ne vem, nora, ali pa sprevržena, pokvarjena, ne vem kaj, nekaj je z njimi narobe, da sploh ne odgovarjajo. Tako kot tudi niso odgovorili na peticijo, ki so jo ti prizadeti v imenu svojcev izpostavili lansko leto. Ne. Se letos mislim, da so na novo peticijo, da oni to enostavno ignorirajo. Čakajte, gre za en del slovenskega naroda. Ni nasilen, ni perverzen, nič noče, samo poskuša komunicirati, dobiti neka pojasnila. Ta oblast z določenim slojem prebivalstva sploh ne komunicira. Glejte, že zaradi tega je to oblast, ki si zasluži absolutno zamenjavo. No, ko sva ravno pri oblasti, zdaj ministrica za kulturo, ne, Asta Vrečko, tako se je v medijih tudi poročalo, ne, nekako uspela doseči, da razstava žrtev iz jame pod Macesnovo Gorico ni našla poti širši javnosti v Sloveniji, je pa našla pot v Evropski parlament, ne, ta razstava. Kako na to gledate? Glejte, to je podobna zgodba kot s to peticijo. Ne. Ignorirajo določen sloj prizadetih ljudi, ki nikomur nič nočejo, hočejo samo se spominjati svojih prednikov. In ker pač to ukinejo, gremo s peticijo v Evropski parlament. Podobno je tukaj. Ne. Ministrica Vrečko zelo ozkosrčno in pravzaprav nehumano prepreči to razstavo. Kolega Dežman je izvrsten muzealec, končno raziskovalec, ki je dal pol življenja za to. In so postavili to razstavo tudi v Evropskem parlamentu. To je izreden dosežek. Vem, govoril sem tudi z gospod Tomc, prišla je tudi predsednica Evropskega parlamenta in vsi so se spraševali, a šele sedaj, kako to da šele sedaj. Nam se zdi imenitno, da smo sploh prišli do tega. Ne? Končno vladna komisija za vprašanje prikritih grobišč oziroma morišč je res ogromno naredila tukaj pod vodstvom dr. Dežmana, dr. Ferenca in tudi drugih članov, tudi sam sem član te komisije. To so veliki dosežki, seveda bi bilo to treba narediti še prej, ampak žal smo imeli totalitarni režim, ki je to preprečeval normalno, ker je gradil na ločevanju živih in mrtvih. Končno so do leta 1989 fotografirali in šikanirali ljudi, ki so si upali priti v Kočevski Rog in recimo prižgati svečko. Žal pa lovke tega režima s tem razdvajanjem segajo očitno tudi v današnji čas in prav ta vlada je od vseh vlad po letu 90 najbolj radikalna in najbolj nehumana do teh bistvenih civilizacijskih vprašanj. Je to zato, ker je v vladi stranka Levica? Ne vem, ne bi znal pojasniti, ne vem za te, ampak ti ljudje so popolnoma, kot da bi bili dehumanizirani, no? Kot da bi bili res tisto, kar je dr. Justin Stanovnik razvil to tezo o neki moralni poškodovanosti slovenskega naroda, ker je pač tudi v odnosu do mrtvih enostavno. Mi smo končno del, vsaj 1000 let, del ene srednjeevropske civilizacije, ne? Ki je seveda z vsemi pomanjkljivostmi in napakami vendarle dosegla neko raven. Ne? Ampak gospod Možina, da bi pomirili duhove, kakšno politiko ta hip po vaše potrebujemo v Sloveniji? Zdaj marsikdo je videl rešitev v politiki Boruta Pahorja, ki je šel v Dražgoše, pa je šel položiti vence tudi pred, lahko rečemo, grobove, kjer so še vedno tudi nekatere neodkopane kosti komunističnega nasilja. Ja.
Kje vi vidite to rešitev? Ja, dobro vprašanje in odgovor na to je lahko prav Borut Pahor. Glejte, on sam je našo komisijo sprejel tik preden je zaključil mandat v eni zelo zaključeni družbi in je rekel, veste kaj, jaz sem ga vprašal, kdaj se je to prelomilo v njemu. Ne? Prvič mora biti človek odprt za resnico, to je osnova stvar, ne pa si zapirati oči in se slepiti, lažje bo, če ne bom zvedel nič novega. Ko je obiskal Hudo jamo in ko je obiskal naše rojake v Argentini, mislim, da je takrat on dejansko, ne da je stopil na katerokoli stran, ampak se je senzibiliziral do te mere, da poskuša neko vredno obravnavati tudi to bolečino. Jaz mislim, da nima nobenega smisla tukaj, pa pravite, pomiriti duhove. Lejte, vsi ti duhovi so relativno mirni, ampak imamo določeno politično opcijo, ki je, skoraj bi rekel, bestialno divja, ko se govori o zgodovinski resnici. Zdaj, brez resnice pa verjetno ne bo šlo. Saj vidimo, da se teh 80 let, kar bo kmalu od konca druge svetovne vojne, s prikrivanjem ni pravzaprav... Opcija, ki je v bistvu ves čas tudi vas diskreditira, češ da jemljate stvari iz zgodovinskega konteksta. Ja, pa dobro, katerega? Jaz tisto knjigo... Ste kdaj dobili kakšen konkretno očitek, na katerega ste lahko odgovorili? Ne, vse tem času ne. In večina zgodovinskih kolegov, ki jih zmerjajo celo fašisti in tako naprej, ne, so precizni, se tudi na zgodovinskem polju so res mlajši zgodovinarji od mene tudi in tudi starejši, tle smo res naredili velik preboj in kar se tiče zgodovinskih dejstev o dogajanju med drugo svetovno vojno, so stvari več ali manj znane. Samo pozivam tiste snovalce končno učbenikov, da te stvari na nek normalen način pridejo tudi izobraževalni proces, ker kot vidim, mladi teh stvari ne poznajo. Zakaj je treba zgodovino poznati? Zato, da ne ponavljamo napak. Ne? To je stara premisa, zato se prav zgodovino tudi učimo, ne zaradi lepšega. Morda čisto za konec, ker sva pri koncu podcasta. Zdaj, kaj si vi predstavljate v prihodnje? Boste lahko dneva, o katerih sva danes govorila, so obstajala, dan boja proti okupatorju in dan spomina na žrtve komunizma? Veste kaj, dneva naj se obstajata, itak sta to datuma. Ne? Mi moramo nekako se povezati in nekako poenotiti pri osnovnih zgodovinskih dejstvih, kar ni težko. Jaz tudi pri kolegih, ki raziskujemo to zgodovinsko dobo, glejte, resnici, pošteno povem, jaz ne poznam nobene nestrpnosti do drugače mislečih, nobenega, kaj šele kakšnega zagovarjanja katerega koli totalitarnega režima. Absolutno ne. In tle moramo stopiti v dialog s kolegi, ki pa ne vem zaradi česa, mogoče zaradi starih privilegijev, zaradi kdo ve česa, vztrajajo, da nimajo enotnega pogleda na vse zločine totalitarnih režimov. Treba je gledati vse na enak način. Se spomnim, ene oddaje smo imeli mogoče 2 leti nazaj, vem, da je vodila Vida Petrovčič na javni televiziji, sta bila kolega Gabrič in kolega Repe. Ona dva, to je bila samo debata o zgodovinskih dejstvih, očitno sva bila z doktorico Griser Pečar precej prepričljiva in doktor Gabrič in doktor Repe sta po oddaji vstala in šla brez pozdrava. A veste, mislim, da se mora nek premik zgoditi v njihovih glavah, da se bomo začeli neobremenjeno pogovarjati o dejstvih. Gospod Možina, vedno ste zanimiv gost in verjamem, da so vas poslušali tudi tisti, ki se z vami načeloma ne strinjajo. Hvala za obisk na Domovini. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost. To je bilo vse za danes. Nasvidenje.